lepa. Vemo, da v Slovenski ljudski stranki na področju zdravstva zasledujemo dva temeljna cilja, to je več zdravja za vse in pa boljše vodenje in upravljanje v zdravstvu. Zavedamo se tudi, da je zdravstvo univerzalna dobrina in vrednota, katere temelj je zdrav način življenja. In naš cilj je imeti čim več zdravih državljanov. Pri tem bomo z vlaganjem v ohranjanje zdravja in preventivo bomo dosegli, da bomo bistveno učinkovitejši kot vlaganje v kurativo. Vsem je poznano, da je vedno preventiva cenejša od kurative, zato moramo zagotavljati prebivalstvu tudi uspešne preventivne ukrepe. Ker prihajam iz baze, kjer delam že 38 let mojega delovnega staža, je v preventivi, delal sem tudi v kmetijstvu, živinoreji in ostalem, sedaj pa delam na področju varovanja zaščite prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, področje zaščite pred škodljivci, tako na področju humane medicine in veterinarske medicine, kako tudi na področju zaščite živalskih proizvodov, prehrambenih artiklov in objektov za skladiščenje in proizvodnjo in pa varstvo okolja in ohranjanja kulturne dediščine. Se pravi, ta obseg dela je zelo širok in vse ta področja, ki sem jih naštel, zagotavljajo posredno tudi, bi rekel, zdravje ljudi, hrane in prebivalstva. Zavedamo se, da denarja ni dovolj za kurativo, zato je preventiva v tem času, ko se tudi obolenja povečujejo, izjemnega pomena. Moramo preprečevati, kar bomo preprečili, ni treba zdraviti. To je logika, ki nam mora biti v vodilo. Preventiva potrebuje intervencijo, moramo jo občutno intenzivirati na vseh področjih, njeno mesto pa so zdravstveni domovi. Potrebno je prestrukturiranje, ker naš sistem temelji na kliničnem zdravljenju, vrhunsko medicino veliko stane, Slovenija pa se bo morala odločiti, katere stroke lahko razvija in katere ne more. Pod tretjo točko, ki sem si jo zdaj, pa razvoj komplementarne medicine, ker bomo okrepili področje preventive v zdravstvu, spodbujali ukrepe za skrb in odgovornost za lastno zdravje in zdravje družine. Tako to bili te osnovne točke, ki sem jih predstavil.